Pred nami je pustni konec tedna, ko bodo na ulicah kraljevale maske. No, pusta pa si tudi ne moremo predstavljati brez krofov. Slovenci jih še posebej obožujemo in čeprav krof zadnja leta, kar se okusov tiče, doživlja pravo revolucijo, še vedno najraje posegamo po klasičnem, z marelično marmelado. Pokupimo jih na milijone, prodaja se v pustnem času poveča kar za 5-krat. Smo v letu 2025 naredili približno 45 milijonov krofov. Naš cilj je, da v letu 2026 presežemo to številko in gremo na 60 milijonov, ker ko se pust konča, lahko povem, da so naša skladišča prazna. Krofe s polno paro dan in noč cvrejo tudi v eni od gorenjskih pekarn. Do pustnega torka jih čaka še ogromno dela. Kako pa pravzaprav nastanejo krofi? Tanja Volmot. To zdaj stopava v začetek proizvodnje, ne? Tako je, tukaj je naš začetek proizvodnje, tukaj začnemo z mešanjem testa. Ko se mešanje zaključi, potem z dvigalom dvignemo testo, da nam gre na stroj, da začnemo z oblikovanjem kroglic. V tej komori naš testo počiva. Tukaj so že spočiti krofi. Tukaj so spočiti, da grejo lahko na vzhajanje. Kakšna je temperatura? Temperatura je približno 36 stopinj, vlage nekje od 85 do 87%. Kako težki so? Koliko gramov? Končna teža tega krofka bo 60 gramov. Krof se je ucvrl približno na 184 stopinjah. Koliko časa? Tam nekje 4 minute na obeh straneh. V Sloveniji obožujemo krofe z mareličnim polnilom. Tega največ pojemo. Tukaj pa še pika na i. Tako je. Tukaj ga postujemo s sladkorjem. Preverja kakovost krofa. Tako je. Imamo kontrolne točke, po kontrolnih točkah potem linijski vodja preveri in pa se pravi, imamo supervizore, ki tudi pregledujemo. Recimo, koliko sestavin je šlo za krofe? V zadnjem mesecu, lahko rečem, smo porabili približno 135 ton moke in pa 70 ton mareličnega polnila. Pripravili smo presenečenje za vas in sicer ene personalizirane krofke, pišemo pa z borovničevim nadevom. Lahko rečemo dober tek, ne? Tako je, dober tek. Hvala lepa.